Na ozemlju Habsburške monarhije je bila vojaška obveznost prvič uvedena v terezijanski dobi, v začetku 80. let 18. stoletja. Takrat so najemnike prvič zamenjali v habsburških vojskah naborniki. In sicer zato, ker se je pokazalo, da dovolj velike vojske, popolnjene z najemniki, Habsburška monarhija ne more finančno zdržati. Zato so se odločili posnemati pruski model in so prvič uvedli vojaško obveznost. Ampak ta vojaška obveznost je bila selektivna, to je bila konskripcija. Ker je bila ta vojaška obveznost selektivna, je v glavnem zajela tiste, ki niso pripadali elitam, meščanskim sinovom, dedičem kmetij, pripadnikom elit na nek način, tistim se ni bilo treba bati, da bi jih vojaška obveznost zajela, razen zelo izjemoma. V glavnem je zajela tiste, ki so v tedanji družbi veljali nekako za nezaželene, ekonomsko ne posebno pomembne. In tak sistem selektivne vojaške obveznosti, konskripcije, je potem veljal v Habsburški monarhiji vse do naslednje velike reforme v letu 1868. Pri tej selektivni vojaški obveznosti je bilo tudi tako, da je v začetku veljala do smrti. Kdor je bil poklican v vojsko, je vsaj načeloma v vojski služil celo življenje. Pozneje so to nekoliko skrajševali, uvajali so še nekatere druge spremembe, ampak v glavnem sistem je v temeljih ostal nespremenjen vse do leta 1868. Zakaj pride do spremembe leta 1868? Dve stvari sta tukaj pomembni. Prvič, 1866, 2 leti prej, je bila Avstrija poražena v vojni s Prusijo. Prusijo, ki je imela vojsko utemeljeno na kratki, za tiste čase kratki in pa splošni vojaški obveznosti. To je bila prva pomembna sprememba. To je seveda bil velik šok, ne samo za avstrijske generale, ampak praktično za celotno Evropo. Mnogi so pričakovali, večina je pravzaprav pričakovala, da bo avstrijska vojska, v kateri so služili vojaki dolgo, 10 ali pa tudi včasih več let, bili so neke vrste profesionalci, zlahka obračunala z prusko vojsko, v kateri so služili pravzaprav v glavnem rezervisti. Civilisti, ki so odslužili svoj vojaški rok, 3-letni vojaški rok, potem pa so bili poklicani v vojsko samo v primeru mobilizacije, v primeru vojne. Ampak to se ni zgodilo in to je seveda marsikoga spodbudilo, da je začel premišljevati, ali bi podoben sistem veljalo uvesti tudi v Habsburški monarhiji. Druga stvar, ki je pomembna, leta 1867, in to je bila seveda tudi posledica poraza v tej vojni, pride do velike državno-pravne reforme v Habsburški monarhiji. Takrat je bil uveden dualizem. Država se je razdelila na dva dela, na ogrsko in pa na drugi del, ki mu običajno rečemo Avstrija, uradno pa se je imenoval dežele in kraljestva zastopana v državnem zboru. Temu ustrezno je bilo treba prilagoditi tudi vojaško organizacijo. Madžarski nacionalisti, ki so dobili ogromno enih političnih pravic svojo državo, pravzaprav z uvedbo dualizma, so zahtevali tudi svojo vojsko. Želeli so pravzaprav, da bi cesarska skupna vojska prenehala obstajati. Videli so v tem nek skupen imperialni inštrument, ki so ga želeli odpraviti. Na to cesar ni bil pripravljen pristati in prišlo je do kompromisa. Nastala je taka specifična struktura vojske, zelo specifična ravno za avstro-ogrsko državo. Na eni strani je ostala skupna cesarska in kraljeva vojska, ki je bila pravzaprav glavni del oboroženih sil, ampak na drugi strani sta Ogrska in Avstrija dobili vsaka svoje domobranstvo, neke vrste vojsko drugega reda. To je torej spremenilo strukturo vojske. Na drugi strani pa so se začela takoj po porazu v vojni 1866 že debate o tem, kako spremeniti izvajanje vojaške obveznosti, in vse več je bilo tistih, ki so se zavzemali za splošno moško vojaško obveznost, splošno in enako moško vojaško obveznost. Čisto tako potem se ni zgodilo, ampak v glavnem so te ideje prevladale in z letom 1868, ko je bila sprejeta nova zakonodaja, tako na Dunaju kot v Budimpešti, je bila tudi v Avstro-Ogrski uvedena splošna moška vojaška obveznost. Ni pa bila še čisto enaka. Vojaki so namreč služili različno dolgo. Tisti, recimo, ki so bili dodeljeni skupni vojski, so v začetku služili 3 leta. Tisti, ki so bili dodeljeni domobranstvu, avstrijskemu ali pa ogrskemu, so v začetku služili samo nekaj tednov. Ta vojska je bila zamišljena kot neke vrste milica, kjer vojaki služijo zelo na kratko, kot recimo danes še vedno v Avstriji ali pa v Švici, potem pa imajo vsako leto redne vojaške vaje in ostanejo neke vrste rezervisti, dovolj izurjeni, da jih je mogoče uporabiti v primeru vojne, vsaj v nekih sekundarnih dolžnostih. Bilo je tudi še vedno kar precej izjem.
določeni poklici so bili izvzeti, tisti, ki so veljali za posebno pomembne. Bila je uvedena tudi spet po pruskem vzoru ena zelo pomembna izjema za izobražence. Namreč, država si je želela to splošno vojaško obveznost na nek način narediti razmeroma popularno in vedeli so, da je pomembno, kako bodo odreagirale elite. Zato so gimnazijskim maturantom dovolili to, kar se je imenovalo enoletno prostovoljstvo. Ti so lahko služili samo 1 leto, namesto 3, ampak v zameno so morali upraviti neke vrste tečaj za rezervnega častnika in s tem so pridobili tudi čin v rezervi. V primeru vojne jih je seveda vojska lahko uporabila za poveljevanje na nižjih poveljniških dolžnostih. In to je bila možnost, ki so jo mnogi potem v nadaljevanju izkoristili, tudi mnogi iz področja današnje Slovenije, izobraženci so služili v avstrijski vojski in pridobili rezervni čin. Nekateri so se recimo udeležili vojnih pohodov v času zasedbe Bosne in Hercegovine 1878, mnogi so bili mobilizirani v času balkanskih vojn, številni seveda so kot rezervni oficirji služili v času Prve svetovne vojne, ko so bili množično upoklicani. Zdaj, ko je bila ta reforma 1868 uvedena, je to pomenilo številne spremembe. Vojska se je naenkrat precej povečala. Upoklicane so bile praktično celotne generacije, vsaj v začetku, fantov, ki so dopolnili najprej 19, pozneje pa so to dvignili na 20 oziroma na 21 let. In to je za sabo potegnilo številne spremembe. In ena, ki je zelo pomembna, ki je vplivala na izgled mest po celotni monarhiji, je bila potreba po izgradnji novih vojašnic. Ne samo, da je bilo vojakov več, naenkrat so prihajali tudi iz vseh slojev. To so bili meščanski sinovi, to so bili sinovi poslancev, to so bili sinovi univerzitetnih učiteljev, to so bili sinovi gimnazijskih profesorjev, to so bili sinovi bogatih kmetov. Vojašnice, ki so obstajale doslej, niso zagotavljale ustreznega standarda za namestitev tako velikega števila ljudi in tako ljudi iz tako različnih socialnih okolij. Zato je država morala začeti vlagati bistveno več tudi v vojašnice. In to je trajalo nekaj desetletij, seveda, da so vse te stvari zgradili, zahtevali velike finančne vložke in pogosto so k temu prispevala mesta, ki so si želela vojake imeti v mestu, ker so prinašali na nek način denar, včasih tudi nekaj prestiža. Tudi Ljubljana je sodelovala v pravzaprav tekmi za pridobitev vojašnic in ena izmed stvari, ki so jo zgradili v 80-ih letih, ena izmed prvih modernih vojašnic, ki jo v Ljubljani z mestnim denarjem zgradijo v 80-ih letih, je vojašnica, ki jo vidimo za nami, vojašnica na Metelkovi, ki so jo pozneje imenovali belgijska vojašnica. To je bila moderna vojašnica, tako imenovanega paviljonskega tipa, z stavbami zgrajenimi okrog osrednjega dvorišča, kjer je bilo seveda mogoče izvajati različne vojaške vaje, kjer je bilo mogoče izvajati parade oziroma postroje enot in seveda prostori so bili za tiste čase relativno moderni, bili so ustrezno ogrevani, bili so ustrezno prezračeni, skratka omogočili so nek dostojen standard. Za eno vojsko, ki je bila zdaj vojska državljanov, tega ne smemo pozabiti. Skratka, tukaj so zdaj naenkrat dejansko služili pripadniki vseh slojev, ljudje, ki so prihajali z zelo različnih delov države. Še ena specifika je, ki jo velja omeniti, ko govorimo o vojaški obveznosti v Habsburški monarhiji, popolnjevanje teh enot je bilo večinoma organizirano teritorialno. To pomeni, da so fantje iz istega dela države, iz iste regije, iz iste pokrajine služili v glavnem v isti enoti. In ker je bila to država, kjer se je govorila cela vrsta jezikov in ki je priznavala pravice govorcem teh jezikov, so uvedli tudi sistem oziroma do konca sistematizirali uporabo nenemških jezikov v armadi v času po uvedbi splošne vojaške obveznosti. Kaj se je zgodilo? Nemščina je ostala poveljevalni jezik. Ampak to je pomenilo samo približno 80 besed, ki so jih uporabljali častniki v svojem poveljevanju. Te besede so se morali naučiti vsi, tudi nemško govoreči vojaki, ki jih pogosto pravzaprav niso poznali, ker niso bile domače v njihovem, na primer, tirolskem dialektu. Za vse druge stvari pa so vojaki lahko uporabljali svoj jezik, če je bilo v neki enoti več kot 1/5 vojakov, ki so govorili tak jezik. To je pomenilo, da je recimo v neki enoti bil polkovni jezik, kot so to imenovali, lahko tudi slovenščina, ali pa da sta bila 2 taka jezika v enoti v uporabi. In častniki so pri pouku vojakov, pri njihovem urjenju morali uporabljati ta jezik.
Vojaki so imeli pravico, če jim kaj ni bilo všeč, se pritožiti, kot se je temu rekli takrat, iti na raport in se pritožiti v tem svojem jeziku. To je bila ena specifika avstro-ogrske vojske, ki jo pravzaprav takrat ni poznala nobena druga vojska, nikakor ne na ta način. In to je seveda pomenilo, da so tudi slovensko govoreči vojaki v teh enotah lahko uporabljali večinoma svoj jezik, da so tudi častniki se ta jezik morali naučiti in ga uporabljati v komunikaciji z njim. Jaz sem o tem pisal v svoji knjigi, ki se ukvarja z odnosom Slovencev do vojske v času od te velike vojaške reforme v letu 1868 do nekako začetka Prve svetovne vojne. Treba je še nekaj dodati. Po letu 1868 se sistem ni več bistveno spreminjal. Ta ideja splošne vojaške obveznosti je ostala, so pa bile uvedene nekatere manjše spremembe. V začetku 20. stoletja je bila recimo vojaška obveznost v skupni vojski za večino vojakov skrajšana na 2 leti. Hkrati pa se je postopoma podaljševala vojaška obveznost, aktivno služenje, kot so temu rekli, v domobranstvih in se je v tem času tudi podaljšala na 2 leti. Skratka, služenje je bilo od takrat naprej enako dolgo, ne glede na to, ali je bil vojak dodeljen skupni vojski, cesarsko-kraljevi skupni vojski ali pa avstrijskemu oziroma ogrskemu domobranstvu, odvisno pač v kateri polovici države je živel. Mesta so se torej želela imeti čim več vojakov v mestu, v svojih vojašnicah. To je prinašalo pomembne ekonomske dohodke. Od tega so živeli gostilničarji, od tega so živeli bordeli, od tega so živeli teatri, ampak ni šlo samo za to. Vojaki so igrali pomembno vlogo tudi v kulturnem življenju mesta. V svoji knjigi Vojski prijazni zaželen garnizon pišem recimo o tem, kako pomembno vlogo je v glasbenem življenju v Ljubljani igral polkovni regimentalni orkester. Ti vojaki namreč niso igrali samo na promenadnih koncertih, zelo priljubljeni so bili ti promenadni koncerti v Zvezdi, ampak so igrali tudi v operi. In sicer tako v nemškem kot v slovenskem gledališču. Brez vojaškega orkestra v Ljubljani pravzaprav ni bilo mogoče zelo dolgo izvesti simfoničnega orkestra ali pa operne predstave. To je bil v resnici dolgo edini profesionalen orkester, popoln profesionalen orkester, ki ga je Ljubljana imela. Vojaki so bili zato v mestu v glavnem priljubljeni in tudi v spominih vojakov in oficerjev, ki so služili v Ljubljani v tem času, imamo številne omembe Ljubljane kot enega prijaznega mesta, kot mesta, kjer so se relativno dobro počutili, kjer so sicer včasih zaznali politične konflikte med slovenskimi in nemškimi nacionalisti, ampak vendarle ti niso bili tako ostri, tako zaostreni, da bi vojska se tukaj ne počutila dobro.